Drage Slovenke in Slovenci, doma in povsod po svetu, spoštovane državljanke in državljani, sprejmite, prosim, moje najbolj iskrene čestitke ob državnem prazniku. 100. obletnica priključitve Prekmurja k matičnemu narodu vzbuja v nas posebej močna čustva ponosa in radosti. Zavoljo tega nas še zlasti letos nagovarja k premisleku o preteklosti in prihodnosti prekmurskega in vsega slovenskega naroda. Pri tem lahko takoj vidimo osrednji in odločilni trenutek našega narodovega razvoja, ustanovitev lastne države. Osmislila je zgodovinske mejnike v našem dotedanjem vsestranskem narodnem zorenju, med njimi priključitev Prekmurja k matičnemu narodu. Prekmurci, Primorci, Štajerci, Korošci in drugi smo se stoletja dolgo čutili Slovence, ne da bi bili povezani v isto, kaj šele samostojno državo, marveč ravno obratno. Razkosani smo bili na mnoge. Tuje politične in narodne vladavine so nam slovenstvo zanikale in so nam ga branile. V prostoru med Muro in Rabo ni bilo dolga stoletja nič drugače. To je dodatno navdihovalo pripadnost slovenskemu jeziku ter njegovi kulturni in končno tudi politični istovetnosti. Ko se je po koncu velike vojne leta 1919 o Prekmurju odločalo na mednarodni konferenci v Parizu, je bila nacionalna zavednost prekmurskega ljudstva zrela in krepka, da so jo Matija Slavič, Ivan Jerič, Jožef Klekl starejši in njuni sodobniki intelektualno, duhovno, družbeno in politično osmislili in prepričljivo utemeljili, tudi za potrebe diplomatskih pogajanj v Versaju. Cilj je bila združitev Slovencev v isti državi. Tako je odločila, čeprav ne v celoti po naših slovenskih težnjah, tudi mirovna konferenca. 5 dni po vkorakanju vojske SHS na to ozemlje je bilo vse jasno. Odtlej prekmurski Slovenci na obeh bregovih Mure žive v isti državi, že skoraj 30 letja pa tudi v samostojni slovenski državi. Z nacionalnega in državotvornega vidika je bilo torej vse dogajanje pred 100 leti nenadomestljivega pomena za dosedanji in bodoči razvoj slovenskega nacionalnega vprašanja in naše samostojne države. Spoštovani, eni najvidnejših osebnosti katoliške duhovščine, ki je imela zlasti tedaj velik pomen za krepitev narodne zavednosti, duhovniku Jožefu Kleklu starejšemu gre naša prav posebna hvaležnost. Čeprav je združitev države SHS Kraljevino Srbijo tedaj v katoliške kroge vnesla nemir vsled strahu pred morebitno prevlado pravoslavja, pa je prav Klekl znal pronicljivo oceniti zgodovinski kontekst dogajanja in je dal nacionalnemu vprašanju odločilno prednost pri njegovi presoji interesov in ravnanj tedanjih prekmurskih Slovencev. Zato sem, spoštovane gospe in gospodje, kot predsednik republike o prazniku združitve prekmurskih Slovencev leta 2013 sklenil položiti venec pred njegov spomenik v Črenšovcih in to tradicijo gojim od tedaj naprej vsako leto. Spoštovane gospe in gospodje, dejstvo, da sedaj Slovenci nismo samo povezani v isti državi, temveč v svoji samostojni državi, je sanjski razplet zgodovine. Mi smo zdaj vsi skupaj dolžni razumeti in skrbeti za to izjemno dobrino, ki nam omogoča svobodno in suvereno ukrepanje navznoter doma in navzven v mednarodni skupnosti. Čudovito je, da je suverena Slovenija del Evropske unije. Če bomo Evropejci pametni, lahko skupaj ogromno dosežemo za mir in blaginjo vseh naših otrok in njihovih otrok. V tej luči ima tudi Prekmurje slavno prihodnost. Mogoče tako slavno samo v taki luči,
kar velja tudi za vse ostale pokrajine in dežele. Naša ožja in širša domovina ponujata enkratno možnost, da se, recimo tu v ljubem Prekmurju, hkrati razvijajo vse posebnosti, kulturne in druge, ter da se hkrati razvija vse univerzalno in globalno in da se ne bo nikdar več na robu razvitega in pozabljenega sveta. Nocoj si želimo prav take prihodnosti. Spoštovani, 20 let po slavnem zborovanju v Beltincih je bil tabor tukaj v sosednjih Črenšovcih. Slavič je tedaj rekel, citiram, veselim se, da vidim v tolikem številu srečne in zadovoljne Prekmurce, zbrane ob 20. obletnici osvoboditve. To mi je dokaz, da so kuharji in drugi se niso zaman trudili s svojim delom za sedanjo mejo in so opravili za narod koristno delo. Tedaj so nam v Parizu ugovarjali, da meja ne bo strategično dobra in pravilna. Mi pa smo vedeli, da je ljubezen in zvestoba ljudstva najboljše poroštvo za trdnost meja. Naše prekmurske meje varujejo vaša zvesta srca. Konec citata. Zato si, spoštovane gospe in gospodje, želim, da bi tudi mi lahko čez 20 in naši otroci in njihovi otroci čez 200 let z veseljem ugotavljali, kako prav smo se odločili danes na zgodovinskih razpotih ter kako varno in dobro živijo naši otroci in njih otroci. Naj se pridružim besedam in pozivom mojih predgovornikov k sožitju. Tudi Klekelj, ki je govoril tukaj v Beltincih pred 100 leti, je poudaril pomen slovenskega jezika in slovenske kulture in zato odločitev za življenje skupaj z drugimi Slovenci. A je dejal, da to ni uperjeno proti drugim jezikom in drugim narodom in da je za vse prostora, če smo dovolj strpni in dovolj složni. To sporočilo sožitja je morda 100 let kasneje, morda najpomembnejši navdih za 100 let naprej. Sprejmimo ta sporočila, ki smo jih bili danes deležni, živimo v sožitju in miru in potem bo blaginja za nas in za naše otroke. Srečno Prekmurje, srečno Slovenija in srečna Evropa.